Jezikanje. Vsak petek ob 8. Dobro jutro, cenjene jezikavke in jezikalci, in dobro jutro, Ajda. Dobro jutro, gospode Bevec. Dobro jutro, Tadej. Predvidevam, da si prepoznal tale pozdrav. Sem sestra Franja. Sestra Franja, Alenka Tetičkovič, ja, iz naše male klinike. Ja, si pa s temle pozdravom nekako lepo upeljala temo današnjega jezikanja. Danes se namreč lotevava slovenščine, ki jo slišimo v filmih in serijah. Ja, tvoj najljubši slovenski film ali serija, da prebijeva let. Joj, pustiva, preskočiva, povej ti. Ja, ne vem, če je to Recimo pošteno. Jezero, da lepo upeljava Okay, temo lepo današnjo. si se potrudil. Ja, jaz imam sicer bolj te nostalgične spomine na kakšne starejše vrtičkarje, Vrvici. TV, Ja. Dober dan, tudi Sreča na vrvici. Pa recimo že od nekdaj so mi zelo ljubi vsi filmi Metoda Pevca, v katerih igra Polona Juh. Pa ne zato, ker To je tudi namigovanje, ne? ne zato, ker je prav ta pisatelj, scenarist in režiser, torej Metod Pevec, eden od najnih dveh gostov današnjega jezikanja. Sem ravno hotel vprašati, sicer pa, ker danes obravnavamo jezikanje na malih in velikih zaslonih, sva v goste povabila enega filmskega in enega jezikoslovnega strokovnjaka. Iz prakse pa iz teorije, kot si prej rekel. Ja. Filmskega si že predstavila, to je Metod Pevec, s katerim nismo mogli mimo očitka, da slovenščina, ki jo govorijo liki v filmih, pogosto ne deluje naravno, ne, in da dialogi zato zvenijo izumetničeno. Na slovenski film je najprej prišla odrska slovenščina z igralci pač, a ne. To, kar so govorili na odru, so prinesli sabo pred kamero. Ampak potem je čas to prerasel in je bila ves čas ta kombinacija. Da so se kolegi režiserji zatekali v dialekt, v neko narečje, ali da so pustili neko visoko slovenščino, ki je bila malo manj avtentična in komunikativna. In šele v zadnjem obdobju se resno ukvarjamo s vprašanjem, ali lahko pravzaprav uveljavimo nek pogovorni jezik, ki bo recimo nek sprejemljiv kompromis za vse Slovence. Ja, preden pa nadaljujemo pogovor o tem, ali bi se sploh dalo razviti nek enoten pogovorni jezik, ki bi bil enako razumljiv vsem narečnim skupinam, hkrati pa bi deloval naravno. Vsem, ja. Najprej poglejmo, kaj je pomembno za to, da nek dialog v filmu zveni naravno. In drugi današnji gost je jezikoslovec dr. Boris Kern z oddelka za leksikologijo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in pravi, da je najpomembnejše, da vsak lik govori svoj jezik. Recimo govorimo o mladinskem filmu, je seveda nujno, da se jezik prilagodi tej ciljni publiki. Nemalokrat se zgodi, da mladi liki govorijo nek jezik, za katerega je zelo očitno, da ga je pisala neka odrasla roka. Kar želim poudariti je, da je zelo pomembno, da so filmski liki dobro profilirani oziroma okarakterizirani, pri čemer jezik seveda ne sme izostati. Precejšnja pozornost se recimo posveča kostumografiji, da je avtentična, skrb za avtentičen jezik pa pogosto umanjka. Ni dobro, če v nekem filmu ali pa tudi v knjigi vsi liki govorijo isti jezik, raznolikost naših jezikov se mora odraziti tudi v različnih likih. Ob tem Metod Pevec dodaja, da ni dovolj, da se samo odmaknemo od neke knjižne izreke. Pogovornost nekega jezika, ta neka avtentičnost in sproščenost ni odvisna samo od nivoja. Se pravi, mi imamo lahko zelo nizek ali visok nivo. Mi imamo, ne vem, dajmo reči ljubljanske intelektualce, ki govorijo ali govorimo kar precej visoko slovenščino, pa vendar je ta bistveno drugačna, ker je pogovorna in v tej pogovornosti je drugačen stavčni red, drugačen ritem, drugo besedišče in podobno. Ja, in zaplete se lahko že pri scenariju, saj gre za zapisan jezik. Dr. Boris Kern. Zelo pomembna je torej ta faza prenosa zapisanega jezika v govorno realizacijo. In tukaj zdaj igralci ne bi smeli ostati sami s tem tekstom, ne, ampak bi morali imeti neko pomoč oziroma neko možnost za konzultacije oziroma da bi ta lik dejansko ustvarjali na ustrezen način, ki bo deloval pristno. Filmske ustvarjalci se pogosto posvetujejo zelo z različnimi profili ljudi, strokovnjakov, črpajo iz različnih virov in tako resno bi se bilo treba lotiti tudi analize govora v filmu. Saj ta že na prvo lahko zelo odbije, deluje neprepričljivo, nedodelano
in potem celo zmoti do te mere, da se ne posvetimo drugim vidikom, ki pa so v filmu lahko zelo ali dodelani oziroma dobro narejeni. Metod Pevec dodaja, da smo pisano različico slovenščine zelo regulirali, medtem ko so govorjeni slovenščini strokovno ni nihče posvečal. Ne. Pri filmih so to najpogosteje reševali z zatekanjem k narečjem ali pa kar s pomočjo lektorjev, kar je kot igralec izkusil tudi sam. Sem nastopil v mladinskih filmih in niso vedeli, kako ne mi govorimo. In smo imeli na setu nekega lektorja, ki je prihajal takrat, ko je bilo že vse prepozno in nam popravljal neki izgovor, kar je bilo v bistvu en zelo neprijeten kompromis, ki ni ničesar prinesel in je bil seveda hkrati dodatno obremenitev za igralce. To se ne dela na setu. Ja, ko zorijo jagode, lektorji na setu niso dobrodošli. Metod Pevec pa bi se izognil tudi narečjem. V praksi gleda tako, da se kolegi dostikrat zatečejo v neko narečje. Če samo pomislimo, že 3. slovenski film, otroški film Kekac, se je zatekal v narečje, kjer so našli ta azil, da si lahko izmislimo nek pogovorni jezik, ki bo daleč od knjižne slovenščine, ki bo daleč od odrske slovenščine. Najrajši pa šla kar z vami, če bi me le hoteli. Tako nekar ne jokaj, mojčica. Tudi tega divjaka bo še kdo ugnal. Včasih pamet premaga še tako veliko silo. David je tudi premagal Goljata. Ampak problem te rešitve, da postavimo celo zgodbo v neko definirano okolje, kjer govorijo definiran narečni jezik. Problem je v tem, da pač igralci, ki jih bomo zasedli, ne bodo vsi z tega področja. Za te igralce to ne bo njihov izvorni jezik, ki govorijo morda za enega, morda za dva. Vsi drugi se bodo pa morali, se pravi, tega narečja učiti in tudi v tem primeru seveda odstopajo od avtentičnosti lastnega jezika. Torej oni imajo dodatno nalogo, da trenirajo neko narečje. In potem se ponavadi pride do nekega približka, kompromisa, ki ga potem ravno lokalno okolje zavrne. Mi pa tukaj ne govorimo tako, Ja, ampak to seveda ni značilno samo za slovenska narečja. Morda se kdo spomni detektivke Knives Out, v prevodu Nož v hrbet, v kateri glavni detektiv igra ga Daniel Craig, govori v narečju, ki se ga je priučil in seveda so ga kritizirali, da mu to ni najbolje uspelo. I suspect foul play. I have eliminated no suspects. Ja, nekdo je v nekem spletnem forumu denimo celo zapisal, da sam prihaja iz tega govornega območja in da ga je slaba interpretacija njegovega narečja tako zmotila, da filma sploh ni pogledal do konca. Smo pa Slovenci zelo občutljivi, ne samo, ko gre za narečje oziroma interpretacijo narečja, ampak tudi, ko gre za posamezne kraje. Ne? Vsi prepoznamo denimo Koper ali pa Maribor in če se film dogaja tam, se nam kar zdi, da morajo liki pač govoriti primorsko oziroma štajersko. Tu je ležalo nekaj, kar je nekdo umaknil. Po smrti žrtve. Si ziher? Tako je videti. Mrtvi ponavadi ne premikajo stvari. Ja, to ni recimo mariborska, ne. Mnogi so se spraševali, zakaj v seriji Inšpektor Vrenko ne govorijo vsi štajersko. Mene ni zmotilo, ampak Metod Pevec pravi, da bi se morali pri ustvarjanju filmov znebiti te geografske zaznamovanosti in kot gledalci sprejeti, da gre pač za izmišljene like v krajih, ki na filmu sicer jih prepoznamo, ampak v resnici ne obstajajo, čeprav se nam zdi znani. Ja, in po njegovem mnenju je rešitev oblikovanje nekega pogovornega jezika, ki bi ga sprejeli po vsej Sloveniji. Tisto, kar bi si jaz želel in kar mislim, da je primerljivo z drugimi sosednjimi tudi državami, za to, da lahko nek film nastopa na nekem trgu, mora imeti nek jezik, ki je na celem trgu spremljiv oziroma govor. Pri nas se to dogaja, da včasih, ko smo imeli krizo, ni bilo denarja, pa smo vse filme posneli na ljubljanskih ulicah in potem so nam upravičeno učitali ta ljubljanski dialekt in so pač Mariborčani rekli, to je žabarščina, to se tako ne govori in enostavno takih filmov potem niso sprejemali kot svoje. Pa je sploh mogoče, da bi podobno kot smo oblikovali knjižno slovenščino, ustvarili tudi filmsko slovenščino, ki torej ni ne knjižna, ne narečna, sploh pa ne ljubljanska. Boris Kern.
Obstajati bi morala neka še druga motivacija, da bi nekaj takega nastalo. Ne? Zdaj zgolj filmska govorica ni dovoljšen razlog, da bi dejansko nekaj umetno ustvarili. Zdaj, ne, pri knjižnem jeziku je stvar usmišljena tudi s tem, ne, da omogoča sporazumevanje ljudem, ki pripadajo zelo različnim narečnim skupinam. Ne. Zdaj, da bi pa umetno ustvarjali nek splošni pogovorni jezik, ki bi deloval neljubljansko in hkrati pristno in avtentično, tako v Kopru kot v Mariboru, pa mislim, da to ni možno. Mislim, da nihče tega ne rešuje na način, da bi mi oblikovali, akademsko oblikovali in potem normirali nek pogovorni jezik. To se vsekakor gotovo ne bi obneslo. Gre bolj za to, da mi uveljavimo v procesu nastajanja filmov neke metode, ki bodo pomagale do tega, da se naučimo tega pogovornega jezika. Vsi skupaj, mi, ki ustvarjamo filme in seveda gledalci, ki jih gledajo. To je pač en proces, ki je odvisen od produkcije in od seveda metod, ki jih uporabljamo pri tem, da pridemo do čim boljšega pogovornega jezika. Ja, začne se torej že pri pisanju scenarija, poudari Metod Pevec. Sem pisal scenarij za film Pod enim oknom. Mi je bilo tako jasno, ko sem pisal to glavno vlogo, da je govorila dobro duša. Njena mama pa ni znala govoriti. Govorim o scenariju. Imel sem občutek, da ta njeni dialogi, da niso živi, da jih je težko povedati. In takrat so bile prve te spletne klepetalnice, neki Irci, in sem se pravi inkognito prijavil, kot da sem 50 let stara gospa Vanda, in so navalili neki mladi fantje name in so se začeli zanimati za določene stvari, in jaz sem se kot Vanda moral v hipu pod neko časovno prisilo prilagoditi, in kako bi zdaj ta Vanda govorila, in se seveda vsa prešvicana v tistih pogovorih naučila govoriti. To so pač neke metode, in ko je napisan, ker je ta jezik drugačen, ta dialog je drugačen, dialog je postal bolj sočen, bolj prožen in seveda ga je tudi igralka potem lažje prevzela. Še lažje bi igralci sprejeli tekst, ki bi bil napisan s pomočjo strokovnjakov za govor, hkrati pa bi jim ti recimo pomagali tudi pri interpretaciji. A ljudi, ki bi se ukvarjali prav s tem, pri nas nimamo. Dr. Keren. Mislim, da bi bilo fino, če bi dejansko obstajal za začetek morda se nek projekt sodelovanja med recimo AGRFT-jem in pa jezikoslovno stroko, da bi kaj takega raziskali in morda v prihodnje zagotovili neke profile, ki bi jim pokrivali ta področja. Ja, tako. Za konec pa še ena tehnološka filmska zanimivost. Poljska režiserka Małgosia Szumowska si je za glavno vlogo v svojem filmu, ki je v poljščini, izbrala nemško igralko, ki ne govori poljsko, in so na to sinhronizacijo dosegli, da publika dejansko ni opazila, da ne poslušajo govora igralke, dejanske igralke na platnu oziroma ekranu, ampak da gre dejansko za sinhronizacijo. Tako da se mi zdi, da tukaj je ogromno enih možnosti, ki jih filmska industrija ima možnost izrabiti in da je rešitev ogromno. Ja, za vse tiste, ki pa bi želeli znova prisluhniti današnjemu jezikanju, pa na Valu 202 prav tako ponujamo kar nekaj tehnoloških rešitev. Naša spletna stran je ena, tedaj boš dodal, ne? Ne, kar dokončaj. Aplikacije za podcaste druga, tretja pa aplikacija Radio Player. Izberete pa lahko kar sami. Ja, se slišimo v novi oddaji prihodnji teden. Hotel sem te pa vmes vprašati, o čem bova govorila. Govorila bova pa o tem premlevanju, ali je dobro, da ohranimo obvezno predavanje na fakultetah v slovenščini. Slovenski ali angleški akademski jezik.